Vsem lep pozdrav, posebej časopisnih hiši Večer in reviji 7 dni, ki je pripravila to odmevno akcijo Prijavite Packo v naravi in sicer z namenom, da bi odkrili, koliko je divjih odlagališč odpadkov. Moram reči, da ta številka je žal še vedno previsoka in tudi ta akcija je pokazala, mislim, da preko 400 divjih odlagališč, kar pomeni, da ta problem v Sloveniji še vedno obstaja, čeprav ni nobenega razloga, da bi imeli danes še naprej divja odlagališča. Po eni strani lahko na podlagi te akcije ugotovimo, da je ozaveščenost ljudi visoka, saj, če pogledamo, koliko je bilo teh prijav, koliko fotografij, lahko ugotovimo, da v nekem delu prebivalstva je ta ozaveščenost kar na visoki stopnji. Žal pa to ne velja za celotno prebivalstvo. Še moje strani nekaj besed, Jaz bi se lepo zahvalil gospodu ministru Karlu Erjavcu, da nas je danes sprejel. Posebna zahvala pa velja tudi naši številčno skromni, a po znanju in srcu in učinkovitosti zelo uspešni ekipi revije 7 dni. To je Andrej Kotin, Lori Marinovič in Bojano Tomažiču, ki je uspešno speljala to zares zanimivo akcijo. Ampak pravim, to je zdaj šele prvi korak. Odlagališča smo zdaj označili, zdaj bo treba seveda počistiti odpadke. In mogoče tu malo za šalo, malo zares tudi pobuda ministru. Mi nekaj bomo počistili tudi v sodelovanju z nekaterimi podjetji, komunalnimi podjetji. Glede na to, da je minister prej bil na funkciji ministra za obrambo, morda se najde kakšna prosta ura pa prosti vikend tudi pri vojakih, pripadniki Slovenske vojske in morda tudi oni pomagajo počistiti kakšno odlagališče in tako nekako na dolgi rok poskrbijo za našo varnost, za našo ekološko varnost in čisto okolje. Gospod minister, izvolite. Kar malo bolj skupaj Ta relief pa je delo naše kolegice Vere Kovačević, zelo zanimiva. Kar sem še pogledajte. Zelo zanimiva pokazatelj,